Most od jutri popolnoma zaprt. Električni daljnovod po zraku? Ne hvala. V Metliki fušali že 10-tič. Dober večer. Dotrajani leseni most v Mršeči vasi pri Šentjerneju bi moral biti po odločbi inšpekcije zaprt že več dni, a se to do danes ni zgodilo. Od jutri, ko naj bi postavili ustrezno signalizacijo, bo most zaprt za ves promet in pešce. Obvoza oziroma nadomestnega mostu pa vsaj za zdaj ne bo. To bo hud udarec predvsem za kmete, ki bodo morali prevoziti po 10 ali 20 km več, da bi prišli do svojih njiv. Jaz sem vesel, da smo danes v stavbo naše občine dobili tudi kulturno-varstveno soglasje, kar seveda nam dovoljuje Ministrstvo za kulturo odstranitev obstoječega mostu. Hkrati občini dovoljuje, da zaprosi za izvzetje mostu iz kulturne dediščine. Kot smo poročali, se je sicer glede mostu opredelil tudi gradbeni odbor 5 okoliških vasi, ki je minuli teden na občino naslovil več zahtev. Glede na različna mnenja vaščanov so dosegli kompromis. Občini predlagamo betonski most z leseno ograjo in leseno oblogo. V 2 zahtevah smo si popolnoma enotni, in sicer, da se omeji tovorni promet skozi vasi in skozi most. Tako zahtevajo, da se že v projektu opredeli prepoved vožnje za tovorna vozila skupne teže nad 7,5 ton in dovoli le lokalni promet. Prav tako pa da se uredijo pločniki, uredi krožišča na mesto obstoječega križišča in kolesarska steza, ter da se dvigne obstoječa cesta, ki bi omogočala prevoznost tudi v času poplav. Občani pričakujejo, da bo občina pri projektiranju upoštevala njihove želje, kot jim je župan zagotovil na nedavnem zboru. Mislim pa, da je nam bistvena zadeva zdaj, da uredimo križišče, da od križišča do mostu uredimo normalno pločnik z javno razsvetljavo, da tudi če sam most uredimo pločnik, da je zadeva razsvetljena, varna. Šele potem se bodo lahko pogovarjali o pločniku skozi celotno naselje, dodaja. Na upravi za zaščito in reševanje in Ministrstvu za obrambo se bo sicer občina pozanimala glede pontonskega mostu kot začasne rešitve. V začetku avgusta pa bi lahko izvedli javni razpis in septembra odstranili stari most. Novomeški župan Alojzij Muhič je, kot smo poročali, konec lanskega septembra za zaprtimi vrati in v imenu 11 dolenjskih in belokranjskih občin podpisal slabih 27 milijonov evrov vredno izvajalsko pogodbo za gradnjo druge faze centra za ravnanje z odpadki Dolenjske. Izbrani izvajalec, podjetje Elektor, tako že od oktobra pripravlja projektno dokumentacijo, na Cerodu pa podpisane pogodbe strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki bo zagotovila večino potrebnega denarja, še zdaj nimajo. Novomeške mestne svetnike je na zadnji seji predvsem skrbelo, ali je izvedba projekta Cerod 2, ki je ogrožena, glede na to, da pogodba z ministrstvom ni bila podpisana, pa ne bo niti državnih sredstev v tem času, na katere smo računali v tej občini. Zaradi spremembe projekta je bila novembra lani spremenjena odločba, je pojasnila vodja investicij na mestni občini Alenka Muhič. Ta je še vedno pravnomočna in edino ustavno sodišče jo lahko razveljavi. To je nam tudi bila osnova, da nadaljujemo s projektom. In pričakujejo skorajšnji podpis sofinancerske pogodbe, ker imamo vse stvari z ministrstvom usklajene, kar se tiče terminskih in pa tudi te časovne dinamike. Zakaj podpisane sofinancerske še ni, pa žal ne moramo govoriti. Direktor Ceroda Alojz Turk potrjuje, da so na ministrstvo posredovali vse zahtevane dokumente in finančni načrt porabe sredstev, ki je usklajen s časovnim načrtom. Na zadnjem sestanku, ko smo bili na ministrstvu, nam je bilo rečeno, da bojo investitorju, to se pravi županu, poslali podpisano pogodbo strani ministrstva. To naj bi se zgodilo v 2 tednih, ki pa sta že zdavnaj mimo. Res pa je, da smo mi zdaj v tem obdobju, ko smo zelo omejeni časovno in tukaj ni nobenih odpustkov. Kot sporočajo z Ministrstva za kmetijstvo in okolje, bodo pogodbo poslali v podpis po zagotovitvi dodatnega denarja z Evropskega kohezijskega sklada strani Ministrstva za finance.
Električni daljnovod po zraku? Ne hvala, pravijo prebivalci Meranske doline, ki podpisujejo peticijo proti izgradnji nadzemnega voda visokonapetostnega daljnovoda 2x110 kV od Trebnjega do Sevnice. Predlagajo, da pristojni daljnovod speljejo pod zemljo. Do sedaj so v občinah Mirna, Sevnica, Mokronog Trebevno in Šentrupert zbrali okrog 2000 podpisov. Na primer, v krajevnih skupnostih Tržišče, Krmelj in Boštanj so jih samo v 5 dneh zbrali 1000. Daljnovod mora biti normalno, mi smo za napredek, ampak želimo, da se da daljnovod v zemljo. Med razlogi proti zračnemu daljnovodu navajajo nedavno katastrofo, ko je bil velik del naše države brez električne energije. Če bi bilo to pod zemljo spravljeno, tega ne bi bilo. Poleg tega visoki stebri in žice ne privabljajo turistov, dodaja. Saj v razgledanem svetu se ljudje ne bojo hoteli sprehajati po daljnovodi. Naše zemljišča bojo manj cenjena, hiše, vse bo izgubilo ceno. Peticiji smo se pridružili predvsem zaradi zdravstvenih razlogov, naj se že enkrat zdravje postavi na prvo mesto, ne pa dobiček samo. Kabli, ki jih enkrat postavimo v zemljo, ostanejo tam tudi do 40 let lahko in dejansko nimamo toliko vzdrževanja, kot pa če imamo kable nad svojimi glavami. Ne. Med razlogi proti navajajo tudi nevarnosti zaradi pogostih neviht, ogroženost zmajarjev in padalcev ter slabe izkušnje z daljnovodom Beričevo-Krško. Čutimo ga tudi pri nas direkt v spalnici, nas moti pri spanju, sploh v slabem vremenu. Nismo nič razmišljali, stopili podpise in danes smo tukaj. Doslej so imeli v vsaki občini svojo civilno iniciativo, na skupnem sestanku v Mokronogu pa so se združili v civilno iniciativo Meranska dolina. Ta bo interese vseh zastopala 3. marca na srečanju s pristojnimi na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Slovenska demokratska stranka je s svečano akademijo v Krškem proslavila svojo 25-letnico. To je stranka načel, ki je vedno delovala v korist države, je v svojem govoru poudaril predsednik stranke Janez Janša. Da je Slovenija v krizi, je ena redkih stvari, o kateri se vsi v državi strinjamo. Se pa zelo razlikujemo v pogledih, zakaj je stanje takšno, je dejal Janša. Leto 2013 je izgubljeno v prikrivanju resničnih težav z zgodovinskim zadolževanjem in rekordnim številom brezposelnih, koalicija pa svoje enoletno vladanje ocenjuje za uspešno. Če je to kriterij ali pa merilo za uspeh, potem lahko že danes rečem, da se bo lahko ta vlada čez eno leto še bolj pohvalila. Nujna je alternativa, to je stranka SDS in vsi tisti, ki v tej državi mislijo svojo glavo ter ne nasedajo medijski propagandi, je nadaljeval Janša. Strokovni svet stranke pripravlja program rešitev za Slovenijo, ki ostaja v krizi zaradi neuspele tranzicije. Ostanki monopolov branijo svoje interese. In dokler teh problemov in teh monopolov ne bomo odpravili, toliko časa bomo v krizi, lahko državne banke vsakih 5 ali pa 10 let polnite z davkoplačevalskim denarjem, pa zaradi tega te ne bodo postale normalne finančne institucije in servis gospodarstva. Ni težava tehnični program, nujno bo drugačno ravnanje. Evropska unija je velik skupek dobrih praks, le začeti je treba delati, je še dejal Janša. Računanje je lahko tudi zabavno. To je dokazalo 53 najboljših iz vse Slovenije, ki so se pomerili na finalnem tekmovanju Hitro in zanesljivo računanje, ki je potekalo v prostorih šolskega centra Novo mesto. Mladi so tekmovali v 6 različnih starostnih skupinah. Med tekmovalci do 3. razreda osnovne šole pa so se odlično izkazali domači matadori. Kako težko so bile, recimo, naloge? Niso bile težke. Ne, samo neznani člen metko pa v težek bolj. Predvsem se učenci pripravljajo doma, zelo pomembna je podpora staršev. Pripravljali smo jih pa tudi v šoli, s tem, da smo neko globalno motivacijo za to tekmovanje podali. To je tekmovanje v spretnem računanju na pamet. Torej, otroci s pomočjo spletne aplikacije utrjujejo izvajanje računskih operacij in krepijo strategije računanja. V prvih 3 tekmovalnih krogih je sodelovalo dobrih 5500 tekmovalcev iz vse Slovenije. Namen tekmovanja je ravno tole, da zmotiviramo za matematiko nadarjene učence,
da nekako utrjujejo izvajanje računskih operacij, torej da to naredijo ob igri, ob računalniku, ki ga imajo otroci radi. Mnogi so tako še vedno veseli dejstva, da se ukvarjajo s številkami in računanjem. Zato, ker je tako zabavno, kako razmišljaš. Pred 10 leti so na metliški izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti ugotavljali, da je v Beli krajini veliko glasbenih skupin, ki vadijo v garažah in igrajo le za lastno zabavo. Da bi jih vzpodbudili k nastopu pred širšo javnostjo, so pripravili prireditev Dajmo malo fušat. Zelo hitro je postala priljubljena med glasbeniki vseh žanrov in starosti in tako so v Metliki letos fušali že 10. Fuša se kot vsako leto, eni so boljši, eni so slabši, tisti, ki so slabši, se prijavijo, tisti boljši pa delajo kako drugo kariero. V 10 letih se je na prireditvi zvrstilo veliko belokranjskih glasbenikov in ansamblov. Vseh 10 let pa je na fušanju sodelovala skupina Mladi upi. Igrali smo kot trio, čez 2 leta smo dobili pa takega harmonikaša. Res, da ni svetovni prvak, ni evropski, ampak je pa najbolj v Beli krajini. Ustanovne 3 člane skupine so na jubilejni prireditvi razglasili za častne viteze fušanja. Prireditve, ki je letos prvič pritegnila tudi glasbenike iz Novega mesta. Ja, ker je to lušno, to je ta pravo, fušati, ne koncertno igrati, tisto je sama žalost in sama resnost in vse skrb nič. Če pa malo zafušaš, če pa malo po domače zašpilaš, je pa to čisto nekaj drugega. Očitno tako menijo tudi obiskovalci, saj je fušanje ena najbolj obiskanih prireditev v Metliki in tudi letos je dvorana tamkajšnjega kulturnega doma pokala po šivih. Ja, to je kriva dvorana, ker je premajhna. In kakšna bo prihodnost festivala, ki ga vseh 10 let na humoren način vodita Janez Vraničar-Luigi in Matjaž Rus? Bo morda postal vseslovenski? Ja, vseslovenski zelo težko, ampak tako recimo vseevropski pa okej, ne. Fušali pa niso košarkarji Krke. Po številnih zaporednih gostovanjih so se novopečeni slovenski pokalni prvaki vrnili v domačo športno dvorano Leona Štuklja in v 20. krogu Lige ABA povsem nadigrali nasprotnike iz Skopja s 73-50. Krka je povedla v prvi četrtini in se ni več obrnila nazaj. Domačini so prednost le še stopnjevali, tako da so v zadnji četrtini dobili priložnost mladi igralci in jo odlično izkoristili. MZT ni lahka ekipa, ampak držali smo se dogovorov, to je to. Mislim, kaj smo delali na treningu, smo delali tudi na tekmi in jaz mislim, da je to bilo ključ. Tudi seveda ekipna igra, ki zadnjih 6 tekem nas krasi. To je bila sicer prva domača tekma Krke po približno mesecu dni. To je danes posljednjih utakmica, da smo igrali van Novog mesta. Normalno da ćemo da igramo ovdje i mislili smo će nas, pošto smo uzeli prvi kup u istoriji kluba, mislili smo će doći još što više ljudi nas gledali. Ne znam, da nismo dovoljno lepi. En mesec nismo igrali doma, seveda, to je naša publika in veseli smo vsi, da smo del te zmagovalne ekipe. Že jutri pa Novomeščane v sklopu evropskega izziva čaka zelo pomembna tekma v boju za vrstitev v nadaljevanje pokala proti madžarskemu Solnokiju. Tudi mi bomo jutri vnovič z vami. Pridružite se nam za nocoj pa le še nasvidenje.